Lepo pozdravljeni udeleženci in udeleženke posveta na temo vključujočega, demokratičnega in prijaznega digitalnega sveta za mlade. Moje ime je Simon Delakorda, sem direktor Inštituta za elektronsko participacijo in koordinator zagovorništva pri nacionalni vsebinski mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Že takoj na začetku se vam opravičujem, ker danes ne morem biti z vami na dogodku v živo. Organizator današnjega dogodka, Socialna akademija, me je povabila, da vam predstavim nekaj uvodnih razmišljanj o izzivih in priložnostih digitalnega prostora za vključevanje in participacijo mladih, ki jih je prinesla pandemija novega koronavirusa. V svoji predstavitvi se bom zato osredotočil na naslednje 3 vidike. Prvi vidik se nanaša na digitalno vključenost mladih, drugi vidik na digitalno participacijo oziroma sodelovanje mladih in tretji vidik na tveganja, ki jih imajo digitalne tehnologije na kakovost življenja mladih. Pri predstavitvi omenjenih 3 vidikov bom izhajal iz 2 predpostavk, in sicer, da so mladi zelo heterogena družbena skupina, znotraj katere obstajajo različni vzorci in načini uporabe digitalnih tehnologij, ter da digitalne tehnologije prinašajo tako priložnosti kot tudi tveganja za mlade. Posvetimo se sedaj prvemu vidiku, torej digitalni vključenosti mladih. Digitalna vključenost zajema 3 stebre vključenosti. Prvi steber so dostopne in cenovno sprejemljive digitalne tehnologije, govorimo o tehnološki in cenovni dostopnosti. Drugi steber so prilagojene in uporabniku prijazne digitalne storitve, orodja in aplikacije. Tretji steber pa so digitalne kompetence. Gre za zmožnosti in veščine uporabnikov za uporabo digitalnih tehnologij. Epidemija koronavirusa je razkrila kar nekaj vrzeli na področju digitalne vključenosti mladih v Sloveniji. Nekatere so bile naslovljene sproti, nekatere pa se še naslavljajo. Poglejmo, katere so te vrzeli podrobneje. Kar se tiče tehnološke dostopnosti, imamo v Sloveniji področja in kraje z nezadostno internetno povezavo, ki je nujno potrebna za izobraževanje in delo na daljavo. Ta področja se imenujejo bele lise in so najpogostejša v ruralnih, hribovitih področjih, kot na primer Koroška in Haloze. Na teh področjih ponudniki telekomunikacijskih storitev nimajo tržnega interesa, zato država sedaj sofinancira izgradnjo širokopasovnega interneta na teh področjih. Prav tako se je pokazal problem v času šolanja na daljavo, ko najmanj 3700 učencev in dijakov ni imelo računalnika. V reševanje tega problema so se vključile tudi nevladne organizacije z zbiranjem računalnikov. 2 takšne organizacije sta bili Zavod Osak in Društvo Duh časa v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. Poleg tega imamo v Sloveniji glede na povprečje EU nekoliko višje cene interneta, kar sili ekonomsko šibkejša gospodinjstva v nakup cenejših paketov in posledično počasnejši internet. Nekatere digitalne storitve, orodja in aplikacije tudi niso bile ustrezno prilagojene in dovolj prijazne za osebe z invalidnostmi in oviranostmi. Še posebej, ko govorimo o digitalnih javnih storitvah na lokalni ravni, kot so na primer spletne strani občin. Ustrezno prilagojene digitalne vsebine za vse družbene skupine, vključno z mladimi, so ključno za boljšo uporabnost ter za prijaznejše življenje v obdobjih fizične distance. V zadnjem delu te problematike digitalne vključenosti bom izpostavil še digitalne kompetence, ki se nanašajo na zmožnosti in veščine mladih za uporabo digitalnih tehnologij. Slovenija se po zadnjem merjenju indeksa digitalnega gospodarstva in družbe nahaja v povprečju EU po osnovnih in naprednih digitalnih spretnostih ter znanju prebivalcev in za osnovni sposobnosti prebivalstva pri uporabi programske opreme. Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo bo v naslednjem letu izvedla ukrep Digitalni bon, ki bo namenjen tudi osnovnošolcem in srednješolcem za nakup računalniške opreme, za dodatne izobraževalne vsebine na področju digitalne pismenosti in pridobivanja znanj na področju umetne inteligence in robotike. Osebno mislim, da je ključni vidik digitalne pismenosti mladih predvsem ta, da mladi razumejo posledice, ki jih prinaša uporaba digitalnih tehnologij. Tukaj gre za različne vidike posledic, kot so na primer ekonomske posledice, kdo kuje dobičke za našo uporabo digitalnih tehnologij, kakšen je okoljski vtis računalnikov in pametnih telefonov, ali vprašanje, ali digitalne tehnologije tudi prispevajo k socialni pravičnosti, ter različne politične in psihološke vidike uporabe digitalnih tehnologij. Potem se bom na kratko še posvetil v nadaljevanju. Z vidika politične uporabe digitalnih tehnologij bi se tukaj omejil na vprašanje digitalne participacije oziroma sodelovanja mladih preko spleta.
Optimistična predstava o elektronski demokraciji predpostavlja, da digitalne tehnologije omogočajo bolj demokratično in učinkovitejše sodelovanje mladih pri odločanju. Iz te predstave je v zadnjih 25 letih nastalo veliko število različnih projektov in orodij, kot so spletne razprave, posvetovanja, peticije in glasovanja. Eden takšnih primerov dobre prakse predstavlja digitalni mladinski proračun občine Tolmin. Mislim, da so trenutno med glavnimi izzivi digitalne participacije mladih predvsem zainteresiranost za aktivno participacijo v javnih zadevah, se pravi, kolikšno je interesa za aktivno državljanstvo mladih, vpetost digitalne participacije mladih v odločevalske procese, konkretni učinki mladih na odločitve, prilagojenost participacije potrebam mladih in pa prava kombinacija digitalnih in pa fizičnih orodij oziroma metod. Ne smemo prevzeti tudi pesimističnega pogleda na digitalno participacijo mladih, ki izpostavlja predvsem problematiko dezinformacij, lažnih novic, informacijskih mehurčkov in splošnega krčenja javnega prostora na internetu zaradi poslovnih modelov spletnih platform in tehnoloških korporacij. Zadnji in vsekakor ne najmanj pomemben vidik moje uvodne predstavitve se nanaša na vpliv digitalnih tehnologij na kakovost življenja mladih. V času socialne distance so se povečale težave mladih povezane s prekomerno uporabo digitalnih tehnologij. Govorimo o pojavih digitalnega stresa, digitalne izgorelosti in preobremenjenosti. Posledice teh so nemir, raztresenost, tesnoba, depresija. Potem je tukaj še digitalno nasilje med vrstniki, ki ima različne oblike nadlegovanja, sledenja, izsiljevanja in kraj identitete. Probleme kolegice Sara Geiger-Smole iz Zveze prijateljev mladine Slovenije razložila s tem, da so svetovni splet izumili odrasli za odrasle in oblikovali za idejo, da so vsi uporabniki enaki. To pomeni, da so tudi otroci in mladi obravnavani kot odrasli. Internet in pa večine njegovih aplikacij in platform niso razvijali otroški psihologi ali mladinski delavci in zato ni oblikovan z namenom zaščite in vzgoje otrok ter za potrebe komunikacije med mladimi. Zato je potrebno za zagotavljanje prijaznosti digitalnega sveta za mlade nujno vzpostaviti ustrezne regulatorne ukrepe, varnostne mehanizme in visoko stopnjo ozaveščenosti o učinkih digitalnih tehnologij na življenje mladih. Toliko z moje strani na temo vključujočega, demokratičnega in prijaznega digitalnega sveta za mlade. Upam, da sem uspel vzeti kar se da aktualen in relevanten del problematike, ki predstavlja dobro osnovo za premislek o humani in družbeno sprejemljivi digitalni preobrazbi, ter upam tudi za vaše delo na današnjem dogodku. Želim vam prijeten in uspešen dogodek in še enkrat najlepša hvala Socialni akademiji za povabilo.